Naslednjič obljubim, da bo mečkim boljša kvaliteta, danes še snemam z iPhonom, naslednjič bom probala pa s tole kamero, pa danes ne moram, zaradi tega, ker mi nobena SD kartica ne dela. Imam 3 in nobena ne dela. Če veste, kaj ga popraviti, please hit me up, I don't know what to do. Pa prazen baterijo imam, obviously. Tako da, iPhone it is for now. V glavnem, danes govorimo o OnlyFansu. Oh my god. To ni zdaj part 2 unga videa, ki sem delala že leta nazaj, ki sem dejansko pač delala kao bolj psihološki vplivi OnlyFansa. Danes je v bistvu bolj o mojem OnlyFansu, ki ga imam že od februarja 2022 in zdaj s tem, ko so uvedli pač nova pravila glede fursa, hočem pač malo govoriti o tem, zaradi tega, ker pač jaz sem bila tak prvi človek, na katerega so vsi pomislili, ker se je začelo to z fursom pa z OnlyFansom. Like, I don't get why. Pa dajmo to malo raziskati pa malo se pogovarjati. V glavnem, zakaj sem jaz sploh naredila OnlyFans in the first place? Jaz sem OnlyFans naredila v bistvu moje Luni, ker je pač kosmata muca. It's a joke. Gor so dejansko fotke od Lune. Like, no joke. To je vse, kar je na tem OnlyFansu. To sem tudi že govorila na džungli, tu sem pokazala, kaj vse je gor. In ta moj OnlyFans je v bistvu bil test, koliko je folk glup. Ker jaz sem leta in leta govorila, da jaz OnlyFansa ne bom imela. Folk je nasedel, da sem ga naredila in so šli pogledat in so se šli naročiti. Čeprav je bil fake. Kind of sad, da čisto vsakega influencerja oziroma ustvarjalca na spletu vsi hočejo nude, oziroma od pač žensk. I don't get that, pač. Ampak whatever, to je za drug video. In čisto iskreno, jaz bom tako rekla, jaz sem na začetku v redu zaslužila. Zaradi tega, ker je glih takrat je bil kaževna bitka youtuberjev od Perota Martića in jaz sem zadnji na moji sliki, bom probala poiskati, kako je to izgledalo, sem imela napisano OnlyFans/HaSolo. Več nisem dejansko govorila o tem. Sploh nisem povedala, da je to, da naj klikne kdorkoli, ampak folk itak takoj poštudira, OnlyFans bom se naročil, ker hočem pač videti tvojo fucking luli. Jaz mislim, da sem takrat v enem mesecu zaslužila 2000 evrov. No joke. That was good money. Ampak zaradi tega, ker je bilo pač na Perotovem streamu. Pol od takrat naprej dejansko jaz nisem nikoli več promovirala svojega OnlyFansa, nikoli nisem več kaj objavljala. Tudi načeloma na OnlyFans ne objavljam veliko, mogoče objavljam eno fotko na leto, ali pa ne vem, na pol leta. Objavljam svojo fucking luno, okej? Preden greste raziskovati. In čisto iskreno, trenutno zaslužim 30 evrov na mesec. Zdaj, to res ni veliko. Tudi nikoli ne bom mogla več zaslužiti, zaradi tega, ker so fotke lune in zdaj sem že večkrat povedala, da so fotke lune in tudi svojih nucov ne bom uploadala gor. Zdaj pa prijemo do vprašanja, kaj pa furs, kaj pa zdaj narediti glede tega keša. In jaz bom tek rekla, da jaz imam trenutno OnlyFans odprt bolj zato, da se keš gor nabira, da pač, ne vem, vsak mesec pride gor teh 30 evrov. In pol, če bom jaz se enkrat odločila, da bo pač dost keša že gor, ga bom pač dol vzela in takrat bom že poskrbela za to, da bo pač vse legal. Jaz imam druge zaslužke, jaz sem primarno influencerka in služim s sodelovanji, služim pač s tem, koliko me firme plačajo, ne dejansko z OnlyFansom. OnlyFans je bil samo pač za priboljške za luno in dejansko ne bom nič zgubila, če ne pobiram tega denarja dol, ker je 30 evrov. Tu še en intermezzo glede fursa in influencerstva, ker se mi zdi, da je tudi biti influencer bilo dolgo en tak mystery, vsi smo nekad delali kako sploh to deluje. Jaz sem čisto iskreno že leta nazaj odprla svoj SP. Moram reči, moja mami je računovodkinja, včasih je na banki delala, verjemite, da pri meni odkar delam ni bilo nič na črno in tudi nikoli ne bo, zaradi tega, ker me moja mama znorela. Tako da tukaj pri meni je vse črno na belem, vse plačam davke in ni nobene težave. Dajmo se zdaj vrniti na main thing, sam pač hotela sem povedati, da with me everything is always legal. Potem, ko se je začelo govoriti o OnlyFansu pa o fursu, ker je bilo to pač kar naenkrat povsod spet, ker so pač rapali malo bolj strogi glede tega. Jaz sem takrat v tistem dnevu dobila vabilo od Radia 1, od ene televizije, da pridem povedati, v bistvu, kak bo zdaj moj upad prihodka, če bom jaz pač to prijavila na furs. Oziroma, ali bom zaprla OnlyFans, bla bla bla. In ne bom zaprla OnlyFans in ne bom imela nobenega upada dohodka, zaradi tega, ker je bilo fucking 30 evrov. Pejte klicati one, ki dejansko zaslužijo 1 uro plačo, oziroma 3 v mesecu zaradi tega OnlyFansa. Ne klicati mene. Je pa dejansko to dober dokaz, kakšne so posledice tega, da si odpreš OnlyFans profil. Jaz sem odprla fake profil, kakor sem zdaj povedala. Ne glede na to, kak content imam jaz gor, so mene klicali, da pridem govoriti o tem, kako je biti
na OnlyFansu. Ne glede na to, da jaz že leta ne oglašujem svojega OnlyFansa nikjer in da so gor samo fotke moje mačke in da ne zaslužim skoraj nič, so mene najdli, zato ker se spoznam na OnlyFans. Paste, če si odprete OnlyFans zaradi tega, ker ta stvar, da imaš svoj OnlyFans, nekako ostane s tabo zavedno, oziroma pač še leta potem. In to je samo pač opozorilo, ja, pač punce res dobro razmislite, zdaj itak ni več tako enostavno, zdaj dejansko očitno moraš imeti SP, da pač odpreš OnlyFans, ne moreš kar tako malo na črno delati. Čeprav načeloma tudi to, da moraš pač prijaviti dohodek, načeloma si to mogel delati že prej, pač kjerkoli cash ti pride na račun, ga moraš pač nekako pojasniti. Tako da ni to zdaj neka nova stvar, nek nov bau ali neki, pač you should do that, no matter what, ni važno, a se pogovarjamo o tem, da je za OnlyFans ali ne, pač you gotta do that. Pač imate računovodki, ja. OnlyFans res folk nikoli ne bo pozabil. Če si odprete OnlyFans, nikoli ne bojo pozabili, da imate OnlyFans. Jaz sem, ko sem šla na Pop TV delati, sem imela en krizni sestanek pač z mojimi nadrejenimi, da sem dokazala, da imam gor fotke svoje lune, ker pač je problematično, da imaš svoje gole fotke na internetu, pač sorry. Res ne razumem, rečejo bebe, ja, pač se to ni nič takega, pač supply and demand, mi samo delamo to, kar tipi zahtevajo od nas in pač lahko zaslužimo tega, bom pač zaslužil tega, pač ja, but at what cost? You know, a veš, kaj mislim, no? Zmišljate malo za naprej za prihodnost. To je ena taka črna pika, ki jo imaš pol dejansko pač zavedno. Jaz na srečo nimam svojega OnlyFotk, pač ne bo nič. Pa je vseeno, imaš OnlyFans. A veš, kaj hočem povedati, no? Pa da ne govorimo o OnlyFans babah, ki imajo otroke, to je pa like, ne, ja, tvoj otrok bo bolit. Like, ne glede na to, koliko bo tvoj otrok razumel vse te stvari, ne, tvoj otrok bo bolit. To je sicer stara tema, ampak pač probajo nekad zagovarjati to s tem, da je pač, ne vem, prostitucija ena najstarejših obrti. Ja, ampak prostitutke so pač bile, like, not respected na ulici. Ne vem, no, pač razen če si bila neka ljubica od nekega kralja, pa ok, I guess, ampak ne, prostitucija ni nikoli bila normalizirana in sprejemljiva. Srčno upam, da ne bo zdaj, zaradi tega, ker kakšne psihološke posledice ima to, si lahko pogledate v pač prvem delu tega eseja, whatever. In ne bo fajn, če dejansko pač normaliziramo tudi za ženske in za moške in za pač celotno skupnost. Ne bo fajn. Rada bi še več govorila o dejansko psiholoških efektih OnlyFansa na ženske in na moške. Mislim, da sem v prvem delu samo o moških govorila, bi rada pa še o ženskah, bom v drugem delu. Ker ja, tako sem že prejšnjič rekla, da končno si upam spet malo govoriti o teh stvarih in bom govorila. Stvari so toliko fakt, da hočem hočem se pogovarjati o tem. Hočem videti, da dejansko drugi ljudje tudi razmišljajo o tem. Ker drugače bom znorela, pač dejansko bom znorela. Pač, a res noben več nima neke zdrave kmečke pameti, da to ni normalno. Pa na koncu, jaz sem vedno imela to razmišljanje, ja, se si lahko si odpreš OnlyFans. To je tak kratkoročen zaslužek, iskreno. To zdaj ni seksistično. Don't get me wrong. Ampak dejstvo je, da starejša, ko si, manj boš zaslužila na OnlyFansu, ker pač svet je fucked up. Svet je zjeban, let's be honest. Zaslužiš v, ne vem, 5 letih, recimo, lahko zaslužiš veliko, sam pol pa vedno manj, pa ni nek stabilen zaslužek. Če si narediš OnlyFans, moraš nekaj znati ta denar pol investirati, zato da se ti dejansko pač lahko imaš še naprej zaslužek. To je bilo pametno. Sam se mi zdi, da večina punc, ki grejo OnlyFans delati, grejo zato, ker si ne morejo pač kupiti z štipendijo hrane in pol se jim to kul zdi in to je konc zgodbe. A sem preč nesamna? Probably. A bom skejtana? Probably. A mi je mar? Mičken. Ampak iskreno pač moram govoriti o tem, ker imam ful enih tem, kjer bi se rada dotaknila in OnlyFans je tek ena prvih. Nikoli ne bom zagovarjala OnlyFansa, čeprav ga imam. Če vas zanima moj OnlyFans, da odpali imate link. Ampak again, da še enkrat poudarim, ne bom denarja dol imala. Denar sem gor nabiral in pol, ko bom enkrat, ne vem, v eni krizi, bom prijavila na furs in bom dol potegnila, ne vem, 5 jurjev. Ne vem, vmes pa pač ne, ker je brez veze. Za zaključek, OnlyFans je pač res meni zanimiva tema in bom probala še več govoriti o njej. Danes sam tek mal na hiter, da se dotaknemo tega z fursom, da pojasnim pač, odkot jaz dejansko zaslužim denar, da ni OnlyFans moj main income. Je daleč od tega. To je bilo to, tek na hiter o tem. Če imate kakšne take socialne
socialne probleme, o katerih bi lahko govorila, lahko napišete dol spodaj, take aktualne ali pa karkoli vas zanima, moje mnenje o čemerkoli. Feel free to comment, pa če imate kako mnenje glede OnlyFansa pa glede tega. Dol spodaj komentarji, tako vedno, in se lahko malo pogovarjamo o tem. Teda ja, hvala, da si gledali tale video in like, pa subscribite se, pa na Instagramu pejte followat. A ja, pa TikTok tudi, čeprav ga bojo banali, nisem ziher. O TikToku bi lahko govorila. To je to. Lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!